Cenjeni zbor, vsem skupaj najprej en lep dober dan v imenu Inženirske zbornice Slovenije. Spoštovani predsednik Državnega sveta, gospod Alojz Kovšca, predsednik Inženirske akademije Slovenije, dr. Mark Pleško, predsednik ZAPS-a je napovedan, če je med nami, Tomaž Krištof, dekan Fakultete za gradbeništvo in geodezijo, dr. Matjaž Mikoš, častni predsednik Inženirske zveze Slovenije, profesor Baldomir Zajc, predsedniki inženirskih organizacij, gospodarske zbornice, predstavniki podjetij, drage inženirke in inženirji. Danes je naš praznik in 4. marec bo danes naprej vsako leto dan, ko bomo se zbrali skupaj lahko in naredili nekaj koristnega za to družbo. Jaz mislim, da lahko temu dnevu, 4. marcu, vsi skupaj zaploskamo. Zakaj 4. marec? Svetovna zveza inženirskih organizacij je bila ustanovljena 4. marca 1968 v Parizu. Približno 50 znanstvenih in tehničnih organizacij iz različnih področij se je takrat odločilo, da potrebujejo znotraj UNESCO organizacijo, ki bo zastopala inženirje po vsem svetu. In ob 50-letnici organizacije, ki je bila ponovno 4. marca leta 18 v Parizu, je ta ideja prišla in je bila naslovljena na UNESCO. O tem je UNESCO razpravljal ravno en dan po našem dogodku lansko leto, po Svetovnem gradbenem forumu, tudi v tej dvorani, in lahko rečem, da je tudi vsa ta naša aktivnost, vse te naše prireditve, tako leta 19 kot leta 12, ko smo organizirali Svetovni inženirski forum, da so pripomogle k temu, da je bil pritisk na UNESCO in Združene narode dovolj velik, da je ta dan prepoznal kot pomemben za celotno človeštvo. Zakaj? Kako izpolniti 19 trajnostnih razvojnih ciljev, ki jih je UNESCO postavil in s katerim ne bi rešili vse tegobe naše civilizacije. Ravno inženirstvo je praktično edino, ki v vseh 17 ciljih aktivno nastopa in lahko pripomore k izboljšanju situacije, za katero vemo, da ni dobra. Še posebej pa tudi gradbeništvo, ker se vsi zavedamo, da v procesu graditve in tudi upravljanja objektov, stavb in infrastrukture se porabi več kot polovica vseh materialov in energije in zato ravno mi, gradbeniki, lahko storimo še bistveno več kot ostali, da se te cilji enkrat končno izpolnijo in da ne ostanejo samo na papirju. Tako, s tem sem nekako povedal, zakaj in kakšna je bila vloga Inženirske zbornice Slovenije. Še nekaj o današnji temi, integralno projektiranje in vodenje projektov. Ideja je prišla iz dogajanja v celotnem preteklem letu, ko smo se pogovarjali, katera stroka je prevladujoča. Rezultat tega, vseh teh diskusij, ki so se tudi v medijih pojavljale, je ta, da dejansko pri integralnem projektiranju, ki je potreba sodobnega gradbeništva, so vključene vse stroke. Odvisno od projekta je katera lahko bolj ali manj pomembna, ampak še vedno velja najšibkejši člen v verigi. In koliko bolnih stavb imamo zaradi nepravilnih posegov v izolacije.
Preko ekosklada je bilo razdeljeno ogromno denarja, veliko tega denarja je šlo v nič, zato, ker stroke ni bilo zraven. In vse stroke so pomembne, katerakoli bi rekli, da je bolj, bi naredili napako, zato jaz upam, da bomo danes vsi skupaj spoznali, da je temu tako in bomo v bodoče bolje sodelovali, vključevali vedno strokovnjake, prave strokovnjake, ne katerekoli, tiste, ki nekaj znajo, ki imajo kompetence. In zato si Inženirska zbornica prizadeva. Tudi današnje delovno praznovanje kaže na to, da se želimo stalno izobraževati, da se zavedamo te potrebe in da je samo tako možno izpolniti tisto, da bo tudi celotna družba prepoznala našo vlogo, pomen inženirstva in ne bomo samo zlorabljeni v času, ko se zaključujejo projekti za anekse, ampak zato, da se bodo vsi veliki infrastrukturni projekti gradili tako, kot bomo mi inženirji se odločali, stali za našimi kompetencami in ne bomo popuščali nikakršnim pritiskom politike. Na koncu mi samo dovolite, da želim vsem skupaj v tej dvorani in pa v dvorani Srečka Kosovela, žal Galusova ni bila več na voljo, sicer bi bili lahko vsi skupaj in že danes sva se z direktorico pogovarjala, da za naslednje leto poskuša prepričati Filharmonijo, da prestavi abonma in imamo 4. marec v Galusovi dvorani. Danes lepo praznujmo, upam, da boste zvedeli tudi veliko novega od predavateljev, okrogle mize in pa da se še velikokrat srečamo v takem številu. Hvala.